Lepo pozdravljeni v Agrobiznis podcastu. Naš gost je tokrat 27-letni Adrijan Galjot iz Lahoč pod Krvavcem, ki se že 14 let ukvarja s piščančjerejo in je tudi uspešno razvija. Adrijan Galjot, sicer po izobrazbi strojnik, je prepričan, da si mladi ljudje lahko dobro življenje ustvarijo tudi v kmetijstvu. Kako? Kje so argumenti za? Kakšna znanja in veščine so potrebni, kako do denarja, o vsem tem bova govorila. Adrijan Galjot, dobrodošli. Lepo pozdravljen tudi z moje strani. Imam torej prav, če rečem, da se z delom na kmetiji da dobro živeti? Ja, lahko temu rečemo, da se da dobro živeti, če to definicijo dobro pogledamo tudi z kakšnega drugega pozornega kota. Dobro pomeni tudi lokalno uživanje hrane, lokalno okolje, predvsem je to primerno za mlade družine, ne? Ta sproščenost, preprostost tega okolja se mi zdi, da so tudi neke vrednote, ki pa mogoče odtehtajo tisti luksus, ki ga poznamo, ko reče nekdo dobro življenje. Na piščančjereji Galjot ste zaenkrat zaposleni samo vi. Ja. Ste si v bistvu težko vzeli čas za tale pogovor? Je kar veliko nekega kombiniranja, pa urejanja urnika, pregledovanja, mora biti pa dobesedno res vse napisan, da se kakšna stvar ne pozabi. Ampak ja, če si za eno stvar vzamem čas, ja, si vzamem čas, tako kot je primerno, da si za tako reč vzame čas. Ker veliki ste že, na leto zredite, popravite me, skoraj 220,000 piščancev. Koliko pravzaprav zase in koliko za nadaljno rejo potem? Ja, naša reja je res strukturirana tako, da se gleda čim večji dobrobit živali. Od začetka je vselitev večja zaradi same ekonomske upravičenosti prostora. Torej, da gre strošek ogrevanja na enega piščanca na čim nižjo enoto možno. Kar se tiče prodaje, mi nekje letno, ker si delamo plan, računamo, da se proda 10,000 kilogramskih piščancev za nadaljno rejo, kar je pa razlike, se pa pač porab doma. Zdaj ta številka se pa z leta v let spreminja, ne? Mi želimo torej biti čim bolj dostopni vsem, in kmetom in tudi končnim strankam. Potem se pa glede na letni čas te številke malo prilagodijo. Tako da ja, lahko bi rekel pol, kakšen let je pa 2/3, 1/3. Pa na konc let, ko se številke preletijo, pregledajo, lahko rečemo, v to smer mogoče drug let malo več poudarka. Koliko prihodkov pravzaprav zdaj že ustvarite in kaj delate potem s tem, kar ostane? Gre vse v razvoj? Sama piščančjereja zdaj ustvarja nekje med 150,000 in 200,000 evri prihodka. Razlika v ceni je pa taka, da velik del se financira nazaj v razvoj. Smo le tak način od vil do vilic, imamo tak način proizvodne, kjer res skrbimo za vse. Od vzreje, potem zakola, predelave mesa, pakiranje, maloprodajno pakiranje, veleprodajno pakiranje. Pokrivamo res širok spekter, ampak to omogoča to stabilnost. Vse naenkrat je težko, zelo težko kombinirati, ampak se konc dneva splača, kar se tiče stabilnosti pa varnosti, ker ima pa pač to na konc dneva nek svoj davek na utrujenost, bi lahko rekel. Kako pravzaprav izgleda vaš delovnik? Začne se že vsaj ob 6 zjutraj, ne? Ja, 6 zjutraj, kdaj prej, kdaj kasneje, ampak načeloma neka taka ura. Če imam veliko dela v pisarni, je ta ura bolj zgodna, ali pa če so neke dostave, ker je zjutraj glava bistra, še čista, brez telefonov, in takrat lahko kvalitetno delam, torej neke administrativne zadeve, ali pobiranje naročil, ali urejanje urnika, kako bo vse skupaj čez dan potekalo. Potem se pa ponavadi kar začne delo v predelavi, v delavnici, pregleda se plan, kaj se bo delalo, kako se bo delalo, potem pa sledi delo, med delom so pa stranke, servisiranje tega, onega. Na konc dneva
bolj kot gremo proti tam 6 uri zvečer, ko se trgovina zapre, pa je še kakšen nadzor hleva, pregled situacij, pa priprava na naslednji dan. Ne. Zjutraj je glava bistra, pravite, in ste večinoma za računalnikom. Koliko vam pa dnevno vzame časa administracija? Administracija bi tako rekel, če pogledam čas na računalniku, nekje uro pa pol na dan. Kakšen dan več, kakšen dan manj, ampak konc tedna bi lahko rekel, da porabimo nekje 10 ur, 10 mogoče kakšno uro več, manj za pripravo, ta administracija, birokracija, vse, kar poteka zraven. Adrijan, uspete spremljati tudi kaj politiko? Sprašujem zato, ker je bilo v tem obdobju oblikovanja nove vlade, sestave državnega zbora verjetno vseeno premalo debate tudi o tem, kako razvijati slovensko kmetijstvo. Ja, spremljam politiko, to lahko priznam. Zanimiva mi je bila neka teza zanč na konferenci, ko smo se pogovarjali, ko deležniki izpostavijo, torej, ki so že dalj časa v agrobiznis segmentu, da se slovenskim politikom hrana ne zdi strateškega pomena. Je to seveda je to ena taka stvar v državi, ki definitivno ne bi smela imeti tako nizkega pomena, samo oskrba, varnost hrane. Ja, v vsakem primeru, tudi če bi se veliko govorilo o tem, je to premalo, kar bi se govorilo. Ne? Treba bi bile neke dejanske rešitve, pa zavedati se, ne, da vse smo že bili včasih, ne? Tudi korona, pa vse to, ko se enkrat promet ustavil, police spraznejo, takrat je na mizi vprašanje, kako bo naslednjih 14 dni. Ne? Ja, točno to. Naj ob tem opozorim, čas je ravno pravi, ko se mi da pogovarjava, da je kmetijsko ministrstvo razpisalo kar dobrih 15 milijonov evrov nepovratnega denarja za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in da oddaja vlog traja med 4. majem in 9. julijem. Adrijan, kam gremo glede kmetijstva? Kako ga vi vidite? Nekaj ste že omenili, kakšno je nasplošno prepričanje v Sloveniji in kako je malo razumevanja, kako je kmetijstvo pomembno? Ja, kmetijstvo je pomembna panoga. Ne? Zdaj pogledamo z vseh vidikov, ne? Torej za ohranjanje krajine, za prehransko varnost, ne? In tudi za ohranjanje družinskih kmetij. Kar se tiče razpisov, pa to nisem se jih še uspel pregledati, ampak če je med njimi globoko pozdravljen tudi za zagon kmetijskega gospodarstva, ne? Ker tukaj rekel, grejo res najbolj pogumni v to. Ne? Kmetijstvo je panoga, kjer ni dopusta, ni regresa, ni bolniške. Je to tema, o kateri se bo treba veliko pogovarjati, še več pa narediti na tem področju. In v to stopajo res ta najbolj pogumni, ki jih to veseli, ampak tudi v tem vidijo neko prihodnost, neko samooskrbnost, kar je pa se mi zdi, da danes pri današnjih mladih kmetih, s katerimi se jaz pogovarjam, je višjega pomena, torej da imam lastno zalogo hrane, da znam poskrbeti zase, za svojo družino. Tako da to je ena izmed teh varovalk, ki drži mlade kmete gor. Se mi zdi, da ni več tiste ljubezni do zemlje, kot so jih imeli ti naši starši, pa naši stari starši, torej, da to je treba peljati naprej, a ne, da tukaj gre v kmetijstvo res tisti, ki se zaveda, da lahko z tega nekaj več naredi. O tem so že govorili tudi ostali mladi kmetje. Ne. Ni kmetijstvo samo živinoreja, pa samo mleko, pa samo krave, a ne, so tudi druge veje, zelo široke veje kmetijstva, ki lahko prinašajo bodisi samooskrbo ali pa tudi dobiček in pa neko dobro podjetniško zgodbo. Zelo zanimivo se mi zdi, da pravzaprav vi kot otrok sami sebe, odraščali ste na kmetiji, sploh niste predstavljali, da boste delali na kmetiji, ker vam je bilo muka zjutraj zgodaj vstajati.
ampak potem ste pa kar nekako ostali in se hkrati odločili, da greste v svojo smer, skratka, da greste v piščančjerejo. Ja, človek se skozi v življenju uči, s tem tudi raste nekako. In če so neki temeljni položeni v zibko, pa če so dobro položeni, se lahko na teh temeljih marsikaj zgradi. Kar se tiče, tukaj je bila naša družina dosti odprta za razne možnosti razvijanja na kmetiji. Tukaj je že bila ta miselnost, da kmetija niso samo krave. Bilo že, ko je bila naša kmetija še mešana kmetija, torej s poljedelstvom in živinorejo, je bilo že v tistih letih se bilo potrebno odločiti, kaj bi šli bolj v živinorejo ali bolj v poljedelstvo. Takrat sta že moja starejša brata rekla, da gremo v gradnjo novega hleva, pa se raj posvetimo bolj tej dejavnosti. Zato mi je bila mogoče živinoreja bolj blizu kot pa kakršenkoli drug segment. Seveda je pa res, če bi šel v kmetijsko šolo, bi se mogel temu posvetiti 100%. Tukaj sem pa še zmeraj lahko razvijal sebe pa svojo strast, nekako do strojništva. Tudi sem imel veliko časa sem preživel za stroji, za metkovino, in sam razvoj piščančjereje je tukaj rastel, počas pa vztrajno. Ni bil pa to glavni vir dohodka, je bilo pa zelo zraven v svojih še dijaških pa študentskih letih to kot nek vir dohodka, tako bom rekel. Kako so na vas kot učenca 8. razreda osnovne šole gledali vaši sošolci? So vas kaj zbadali ali so vas videli kot nekega, ki je res podjeten, pa po katerem bi se lahko zgledovali, glede na to, da pri teh letih je glavna preokupacija mladostnika pubertetniške norije? Ja, to je bilo takrat, bom rekel, zelo zanimivo. To je bilo zelo otroško. Seveda jaz sem bil zelo zgovoren, pa tako, in ta prodajanje po šoli, pa od ust do ust, je meni kar zelo dobro šlo, in je spominjal na tiste stare čase, ko so mogli starši kakšno vrečko mesnin nesti v šolo za boljše ocene. Takrat sem pa jaz tudi to malo na hec obrnil. Nekateri so tako, ko se pogovarjamo, ne da so bili zbadeni, mi smo bili v takem lokalnem okolju, ko so bili otroci iz podeželja, s kmetij, ni bilo to nekega žaljenja ali pa da bi bilo karkoli narobe s tem. Je bila pa to lahko ena tarča, ne posmeha, ampak ena zabavna stvar, ki se je tisti dan v šoli naredila. Torej, ko je prišel tisti čas, so pšanci toliko zarasali, je ta prodaja takrat stekla. In bom rekel, sošolci so to dobro prenesli, pa jim je bilo zabaven, s časoma pa tako a to se razvija, to nekaj denarja prinaša, pa je to mogoče sploh ni tako slaba zadeva, kot se na ven sliša, ali pa na ven vita. In kar naenkrat že dobiš kakšno vprašanje za kakšen nasvet ali pa karkoli. In takrat vidiš, ok, gremo v pravo smer. Kmetijstvo je veja, ki bo zanimiva skozi čas, skozi bolj. Si pa niste s piščancem kupili nobene višje ocene, a ne? Ja, mislim, da ne. Kje so bile tiste neznanke, s katerimi ste se prvimi srečali kot nekdo, ki se bo ukvarjal s piščančjerejo, če ste čisto na samih začetkih? Prve neznanke so bile v bistvu vzreja same perutnine na kmetiji, ni bila toliko težavna. Postopek malo poznaš, malo ti povejo starši, treba je bilo pripraviti prostor. Če se že teh nasvetov, ki ti jih predajo, držiš, že težko zgrešiš, ampak je bilo pa izziv, kako bomo mi zdaj to spravili na trg. Tukaj pa bilo. Torej, jaz sem kupil piščance brez, da bi imel na koncu kupca znanga ali pa kakorkoli. In takrat je pa to bilo potrebno narediti neko prodajno aktivnost, bi temu rekel. Je bilo treba se na kolo usesti, pa iti po vas, pa povedati, bomo imeli pšance, bomo to. Če je kdo zainteresiran za nakup, pa še pa ceno postaviti. To so bili tisti prvi izzivi, s katerimi se človek ne ve, kako bi se srečal. Pa še ta stara navada železna srajca, da ne bo predrago, da si boš lahko trg ustvaril. Je to kar zanimivo, kompleksno, pa na koncu dneva kar dosti naporno vse te stvari uskladiti med sabo. Torej, neko dobro prodajno
strategijo udariti za primerno ceno, pa očitno je bila primerna cena, ker sem po prvi prodaji videl, to bi bila lahko zgodba za zraven. Takrat je bilo govora samo za zraven, nič drugega. Verjetno v tem času vašega odraščanja, šolanja, ste bili kdaj tudi, ne vem, v nekem precepu, a s piščančjerejo vztrajati ali ne? Kire so pravzaprav tiste, po vašem mnenju, značilnosti osebnostne, ki so vam nekako pomagale, da ste vztrajali? Predvsem ta vztrajnost. No. To je rekel, na kmetiji glavnega pomena. Torej, kdor ne vztraja, tukaj moraš imeti tiste višjo željo po nečem več, da vztrajaš na kmetiji, ker zdaj ni treba veliko, da bi že lahko rekel, vržem puško v koruzo, pa grem v službo, pa se tam začnem svojo zgodbo. Tukaj jaz vidim, kot sem že rekel, samo vztrajnost. Kaj me je v bistvu tako gnalo naprej? Po eni strani stranke, po drugi strani nekaj je bilo že vloženega denarja v to, ne bi zdaj lih vsega stran vrgel. Zgodba je bila do neke mere dobro upeljana, nek konstanten ritem smo držali, torej tedenska ponudba piščancev je bila, stranke so bile in rekel tudi nek finančen okvir se je skozi stalno vrtel. Ampak takrat sem jaz začel po srednji šoli hoditi tudi v službo, kjer sem pa res to dejansko mislil, tole imamo upeljan, to smo naredili, prostori so bili urejeni, dajmo pustiti to tako, kar je, jaz bom delal kariero v strojništvu ali pa v kakšnem drugem poklicu takrat, tole bo za zraven, za ene 2 dopusta na let, ali pa še takrat, če neka ideja je bila vmes, da bi to staršema pustil za v penzion, da imata neko svojo stvar na kmetiji, pa pride odločitev, pa pride tudi kakšna situacija, ki ti pa da vedeti, oziroma ti majhen pomaga se odločiti, kaj je pravilno, pa kaj je pravilno. Pravilno ni tak nič, gremo vse bolj, to je treba speljati, pa to bo prihodnost. Dokaj hitro ste se potem odločili tudi za ureditev manjše klavnice in pri tem vam je pomagal vaš profesor strojništva, drži? Drži. Jaz sem se takrat že srečaval z temi računalniškimi orodji, kjer sem si lahko prostor zarisal, pripravil, že neko vizijo, kako bo vse skupaj izgledal, pripravil. Profesori pa jaz sem povedal ideje, sem povedal, kakšne stvari si želim v življenju početi, v kaj bi razvijal. So bili seveda pripravljeni, mi smo tukaj na šolskem centru za strojništvo v Škofji Loki, smo imeli nek posluh za razvoj dijaka samega, tako da takrat, ko sem jaz rekel, bi rabo malo pomoči pri izrisu, še kakšno idejo nekih strokovnjakov, so bili zainteresirani, seveda to pač je potekalo po pouku, ampak kljub temu, njihov čas je bil mi na voljo, pa izkušnje, pa znanje, ki sem ga lahko izkoristil takrat. Zelo samoiniciativni ste, praktično ste sami vodili vas projekt. Vašo iznajdljivost pa dokazuje tudi to, da ste kupili praktično nerabljeno linijo na Hrvaškem in sicer slovenskega proizvajalca. Kako ste do tega prišli? Ko je enkrat ideja prišla malo bolj v zrelejša leta, takrat pa na 16 letih sem se jaz tega lotil, so z očetom pa je začela malo gledati. Ponudnik je bil slovensko podjetje, ampak ta oprema je bila takrat, torej lahko bi ga kupil pri slovenskem podjetju, ta oprema je bila takrat nova, zame momentalno tisti moment je bila predraga. So pa povedali, da so ogromno že v času Jugoslavije, pa v začetku Slovenije izvažali v Jugoslavijo oziroma te balkanske države, in takrat sem res pogledal pa še po njihovih spletnih straneh in glede ga zlomka, tam se je pojavila ta klaonica za obrado piliča, jaz še vedno nisem, kaj to točen pomen. Kontaktiramo tega gospoda, je rekel, pridite pogledat, pa smo šli res pogledat. 1. aprila smo šli pogledat,
7. aprila smo se šli do konca zmeniti, 14. aprila smo jo pripeljali v Slovenijo. Je bilo pa takrat to, ko smo mi dol prišli na Hrvaško, v Karlovac, je ta gospod je rekel, lete, mi smo to klavnico samo postavili, uporabljali pa nismo. 20 let je dejansko tam, oziroma tam nekje 16-17 let je takrat klavnica tam stala, neuporabljena, praktično je bila nova, mi smo jo samo prestavili pa dali v uporabo. Ne. Bi rekli, da je treba imeti, sodeč po tej vaši izkušnji v poslu, tudi nekaj sreče? Tudi, ja. Tudi. Moraš imeti. Že prej ste omenili, da ste šli po srednji šoli v službo. Ja. Tam ste dobili tudi veliko nekega znanja, ne, ki vam je potem pomagalo pri samem poslu, se pravi pri piščančereji Galjot. Kaj ste se pravzaprav takrat največ naučili? Jaz sem ogromno znanja dobil v službah oziroma še takrat v študentskem delu. Jaz sem delal v proizvodnji, pa tudi potem v prodaji. Ne. To sta dve taki panogi, ki se med sabo definitivno morata srečati, ne. En brez drugega ne morata, ne. Torej proizvodnja sama od sebe ne bo nič, prodaja pa, če ne bo imela zadaj proizvodnje, tudi ne bo nič naredila. Ne. Jaz sem se takrat imel tudi vpogled, kako se vodi podjetje, kako se vodi sama prodaja, prodajne strategije. Prvič sem se srečal z oblikovanjem cenikov za business to business kupce, potem business to customer. Torej vse te, rekel danes, pomembne mejnike sem se jaz naučil v podjetjih. Ne. Kako se strukturira sploh samo podjetje, kdo je za kakšno stvar odgovoren. Seveda, jaz sem zaenkrat še one man band, ampak imam nekako dobro postavljene temelje, da vem, kako bi rad v prihodnosti postavil svoje podjetje, pa kako bi ga gradil, da bi bilo to, rekel, eno agroživilsko podjetje, dobro strukturirano, dobro postavljeno, odporno na neke krize, neke prihajajoče te izzive. Ne? Tako da jaz sem tam res ogromno nekega znanja dobil. Ne? So pa to ljudje, ki so iz druge veje podjetništva, ne? Je pa to zelo dobro njih spremljati. Ne? Podjetje se gleda skozi številke. Medtem, ko mi s kmetije, rekel, naše kmetije gledamo bolj skozi srce, kakor pa skozi številke, pa skozi glavo. Ne? Zato je dobro, da sem jaz te ljudi takrat ob tem bil v pravem času, na pravem kraju, te ljudi spoznal, ker dejansko res rečejo, ja, te številke se izidejo, te se ne, to delamo zato, da recimo, da imamo ta produkt na trgu, čeprav nam nič ne pomeni, oziroma nimamo nič od njega, nam pa drug produkt nekaj več razlike v ceni prinese, da pokrije to zadevo, a ne. In tako začneš pa v bistvu skozi bolj razmišljati, ne, kateri produkti so tudi v tvojem biznisu pomembni, s katerimi se splača razvijati naprej. Tako da to so bile zelo glavna leta v tistem učenju. Sem bil res imel takrat med 18, 19, 20 let, da sem lahko poj svojo idejo naprej razvijal pa širil, pa da se danes lahko o tem pogovarjamo. Novo prelomnico je pravzaprav pomenilo tudi obdobje korone. Do takrat, ko ste še bili v službi, ste prodali na teden tako med 50 in 100 piščanci, potem se je pa zgodil bum. Ja, korona je zdaj lahko za nekoga bil propad, za nekoga pa odskočna deska. Ne bomo rekli, da smo bili vojni dobičkarji, to ne, ampak smo pa takrat lahko kmetije, vse se mečkano umiri, čas za razmišljanje, čas za strategije, kako bomo pa naprej. No, mi tega časa nismo imeli. Takrat je bilo res povpraševanje po hrani ogromno. Nismo mogli zagotoviti to, kar je bilo naročenega, ampak smo probali poservisirati te stranke, kar se je maksimalno dal. Če ne ta teden, boste pa naslednji teden dobili. Če ne bo 2 kile mesa, bo pa 1 kilo. Bomo vsakmu probali ustrešiti. Korona je tudi dala odskočno desko piščančereji kot sami. Mi smo takrat vzrajali piščance za cele, pa razkosane in to je bilo to. To je bila naša glavna dejavnost. Takrat se je pa začelo seveda povpraševanje po fileju, po kračah, po perutnicah. To smo ponudili na trg,
takrat se je res to zelo dobro odzvala. Nekaj tudi, če smo rekli, ja, če ni fileja, pa lahko je drugega damo, pa so ljudje vse vzeli. Sam, da so neki dobri. To je bil zelo dober čas, pa pride čas, ko so se nazaj trgovski centri odprli, pa so nam rekel, en del prodaje nam je ostal, prodajni kanal tistih res aktualnih produktov je bil odličen, medtem kakšni drugi kosi mesa so bili kar malo zasmehovani, tam so stali na polici, pa nikoli jih ni noben več vzel. S tem je piščančareja tudi dobila zagon na predelavi mesa, razvoju, in pa moja glavna vizija, torej brez odpada. Jaz res se trudim, da konc dneva, konc tedna ne sme biti odpada. Hrana se ne sme stran metati. Če je kakšna možnost, da se predela ali podaljša rok uporabe, ali da se kakorkoli na kakršenkoli drug način porabi hrana, samo da se ne vrže stran. To je tudi ena izmed glavnih vizij, pa tudi glavni izziv, kako bomo z ostalimi deli mesa, kako bomo s kostmi. To so vprašanja, ki se res stalno sprašujemo, pa tudi največ poudarka damo na to, kaj bomo lahko s tem naredili. Da bomo koristni ali za okolje, ali za živali, ali za ljudi, pač nekaj moramo na tem področju narediti. In to nam predstavlja velik izziv, pa na koncu dneva tudi eno veliko zadoščenje, ker rečemo, no evo super, ta teden smo že 10 kil manj zavrgli, kot bi pa lahko. Tudi to, kar pripovedujete, je bil eden od motivov, da ste začeli za končne kupce pripravljati delavnice in sicer kako pravilno in čim bolj racionalno razkosati sevga piščanca. To je kar zanimivo za ljudi, ne? Ja, zdaj, če gremo nazaj v čas naših starih mam, babic, detkov, oni so res niso imeli, ni bilo hrane in je bila vsaka dobrina na kmetiji, vsaka žival, ki se je ubili, zaklali, je bila za porabiti vse. In jaz sem to gledal, kaj že ki moja stara mama pripravlja, kam se vse lahko piščanca porabila, in v tukaj ven sem jaz izhajal. Jaz sem rekel, jaz moram gospodine nazaj ali pa tudi kuharje nazaj naučiti porabiti vse dele piščančjega mesa. In s tem sem jaz tudi začel z tečaji, kjer smo dejansko šli od kosa do kosa, kam se lahko kakšna stvar porabi. Na koncu tečaja smo naredili še eno tako mini degustacijo, smo rekli, evo, to je piščančji file, ki ga vsi poznamo, pa ki ga vsi kujemo v nebo, tukaj imamo pa stegan ali pa kračo, ki je pač tukaj mogoče malo manj zaželen kos mesa. In vidijo, ok, pripravljeno na isti način, hitrejš, boljš, stegan je okusen, stegan je slasten. Wow, kaj smo mi delali zdaj, vsem tem času smo si metali pesek v oči, da to ni za jesti. Ljudje so to opazili in tudi recimo juha iz piščančjih kosti, vratov, fondi, ki se delajo. Torej, ko se enkrat hrana pripravi na način, normalna hrana, ki se pripravi na način više kulinarike, takrat rečemo, no tukaj smo mi naredili kljukico, toliko ljudi smo izobrazili, toliko manj se bo stran vrgli. Super. Brez ostrega noža torej ne gre? Ne, res ne. Kje ste pa, Adrijan, vi pri svojem poslu kot direktor najbolj ostri? Kje morate biti ostri? Zdaj, jaz bom tako rekel, jaz srečujem se z izzivi, s težavami, z raznimi. Je pa pri osnovi treba biti zelo natančen, dosleden, pa treba si priznati, da mogoče pa ne veš vsega, ne znaš. Jaz sem tudi rabil pomoč v hlevu in se vidi, da na nekaterih področjih res ne moreš biti majster za vse. Tako da sem tudi to, vzreja je meni največjo težavo predstavljala in tam sem mogel biti, rekel, najbolj strog konc dneva do sebe. Da sem tam pošlihtal zadeve, da sem, ker živi stvari, kot je živinoreja, to, kar daš, to ven dobiš. In če imaš te stvari nekako dobro pošlihtane, so se pa tudi rezultati boljši. Tako da ja, strok, rekel, da vzreje, ja, to definitivno. V samem poslu je pa tako, jaz sem si mogel pripraviti, ker jaz sem bil tukaj zelo na začetku, to zdaj gledamo 14-15 let nazaj, ko se je to vse skupaj začel odvijati. Strok moraš biti do trga.
ker je trg tudi do tebe zelo strog. In če ti pripraviš dobro kvalitetno surovino, moraš biti toliko vztrajen, da trg to sprejme, ker od začetka to ni bilo tako enostavno, pa lahko. Danes imamo že izbrano kakovost, ljudje že posegajo po boljši hrani, po domači hrani, iščejo. To je predvsem drugače, kot je bilo pa takrat, ker smo mi začeli. Tega takrat še ni bilo, je bilo treba biti vztrajen, pa kdaj na račun cene nekaj podegustirati, spustiti ceno, kakorkoli narediti, da so to ljudje začeli spoznavati. Mi smo mogli dejansko ljudi od novega začeti učiti, da je domača perutnina dobra, zdrava in tako naprej. In ko so enkrat ljudje videli, ja, to sem pa jaz včasih pri babici jedel, takrat smo bili mi že vpeljani v to. Koliko je pravzaprav od obdobja korone med kupci povratnikov? Jaz zdaj res dobro spremljam nekako od leta 2018 vse svoje stranke. Jaz bom rekel nekaj 30%. 30% je tistih konstantnih, ki bom rekel vsaj enkrat, dvakrat na leto malo piknejo, se spomnejo na nas. Zdaj je pa tukaj servis, ki moraš biti, pa tudi tisti, ki jih majhen podrezaš, pa opozoriš nase, si viden. Tako da, bom rekel, če bi takrat, smo imeli že nek dober sistem vzpostavljen, ampak če bi imeli mogoče malo boljšega, da bi res znali servisirati s kupci, pa dobro ustvarjeno prodajno mrežo imeli takrat, bi bil lahko ta procent večji. Tako da mi, ko nekega novega kupca dobimo, ga probamo čim dalj časa zadržati pri nas, čim večkrat. Vse to je naša prednost, mi smo vsak teden imamo sveže, ni vam treba naročiti 10-20 piščancov, mi imamo naslednji teden spet, sveže lahko dobite, ne rabite zamrzavati. Kako je pa pravzaprav poslovati z večjimi strankami, se pravi business to business, kje so tukaj izzivi? Po eni strani ste še vedno majhni. Ja, business to business, tukaj imamo v Sloveniji kar nekaj posluha tudi zadrug, ki jih to zanima, ki pomagajo kmetom manjšim dopolnilnim dejavnostim, ki te dejansko seznanijo z delom prodaje, z delom marketinga, kaj je treba vse vložiti za to, da ni samo postaviti na polico izdelek, treba nam mogoče kakšno degustacijo kdaj speljati na tržnico, iti predstaviti ljudem. Tako da si v bistvu, kljub temu, da si business to business, sploh v zadrugah, manjših trgovinah, si na koncu dneva lahko še zmeraj noter v tej trgovini kot business to customer, in tam predstavljaš sebe. Delo s temi podjetji, rekel, je v redu, je dober, so pripravljeni sodelovati z nami. To je bilo meni zelo zanimivo. Jaz sem bil v 4. letniku, sem rekel mislim, da bo konec ure slovenščine, sem rekel, zdaj grem pa jaz na sestank v eno zadrugo. Sem se usedel v avto, sem se odpeljal in prišel na sestank in so oni takrat rekli, ja, mi imamo take in take količine bi rabili, tokle nam dobavljajo drugi dobavitelji in jaz sem tako rekel, ja, to pa ne mogoče. No, pa rekel, kakor boste pa lahko. In tako se je naša zgodba dejansko začela. Mi smo se maksimalno potrudili za njih, da smo jim tiste količine dobavili. Oni so se tudi maksimalno potrudili, da so te količine prodali naprej. In tako se je naša zgodba z zadrugam pa z manjšim trgovincem začela. Tako da potem so nas pa začeli odkrivati gostinci. Z gostinci pa tako, oni te pa naučijo marsikaj. Naučijo te recimo tudi tukaj, moramo povedati, da največ take hrane, ki bi, oni dejansko vejo, da ni samo piščančji file per piščancu, da so še drugi kosi. Tam največ izkušenj dobiš, ki ti povejo, ja, rabimo, vratove, rabimo hrbtne kosti. Ja, kaj pa to imeli? Ja, fond bomo kuhali, ja, kaj pa je to fond? Ja, to je pa en začetek za jušno osnovo ali pa za omake. A to se da? To vi note stran vrgli? Ne, to bomo mi porabili. Aha, no super, jaz bi pa rad nekaj več od tega vedel. Ja, prav, ti bomo pomagali. In tako so v bistvu vrhunske restauracije, vrhunski šefi začeli z nami razvijati zgodbo, nas učiti. Dobesedno so nas učili. In takrat, tako da jaz jemljem ta business to business zelo kot eno dobro odskočno desko. Si pa treba iskati partnerja, ki je primeren zate. Veletrgovec od začetka ni, ker nimaš dobro postavljenega
tudi mislim, podjetje ni tako postavljeno, da bi lahko to, da bi lahko sploh začel normalno. Ne. Preveč, predvsem je tako, jaz sem delal z veletrgovci, z dobro izkušnjo, moramo to upoštevati, da z dobro izkušnjo, ampak si premejhen noter. Ti si premejčken delež tam na polici, da bi lahko tam ustvarjal zgodbo. Bom rekel, od danes, pa če rečemo čez 5 let, se lahko spet začnemo pogovarjati z njimi, pa rečemo, da smo pa mi pripravljeni na vas. Tako da poiskati si primernega partnerja, s katerim boš delal. Se ne pomeni primeren partner, da ti celotno količino odpelje. Ampak da ti mislim, da ti neko zmerno poslovno okolje ustvari, da ni to zate preveč in pa da ne začne padati kvaliteta. Se pravi, zelo pomembno je torej tudi vedeti, kdaj lahko rečeš ne. Ja, seveda. Lani ste prenovili klavnico in jo hkrati v bistvu tudi povečali. Kako hitro pravzaprav je šlo z vsemi dovoljenji? Ja, v bistvu zdaj tukaj smo samo en prostor dogradili. Mi smo kar konkretno stopili v ta korak. Mislim, vse druge možnosti ni bilo. Ne? Torej, mi kot registrirana klavnica smo takrat lahko zaklali 5500 klunov in to je bilo to. Takrat mi to ni bilo jasno, zdaj mi to mečkam bolj jasna zadeva, zakaj je taka količina. Jaz sem se začel pogovarjati z Upravo za varno hrano, torej bomo povečali prostore, take in take so ideje, in tukaj seveda je bil posluh tudi na drugi strani. Ja, v redu, ti pa tem zahtevam moraš ustrežiti, pa lahko narediš, pa bomo pa videli naprej. In mi smo bili konstantno v stiku, kako bomo delali, kako bomo urejali. Tako da mi od samega začetka, rekel, mi smo začeli, lahko rečem, 1. decembra 2024, 2.6. smo imeli že pogojno odobritev, torej so bile stvari, ki so bile še za dodelati, čisto vse pa ne moreš imeti, čisto točen pa ne gre. Ampak bom rekel, da smo v dobre pol leta smo res velik korak naredili, pa takrat tudi pogoji so bili na 2 delih naenkrat delati, torej, ki so še v starem objektu, pa se nekaj podirali, pa je bilo treba zaščititi, pa to na koncu se toliko spucati, da ustreza vsem standardom. Ja, če za nazaj pomislim, so bili res kar izzivi na glavo obrnjeni, ampak ko takole pogledaš, rečeš, ja, se sam dobrih stvari spomniš. Tole smo pa naredili. Obljubila sva, da se bova dotaknila tudi denarja, kako pravzaprav do denarja priti. Ta zadnja investicija, o kateri ste govorili, je stala kar 150 000. Kako ste mogoče, ne vem, šli na kakšen razpis kmetijskega ministrstva, se naslanjate bolj na banke? Jaz sem takrat sem gledal tudi razpis, ampak v nekaterih pogojih ne ustrezaš za razpis. Potem so neke obveznosti, neke določila, ki jih tudi spet nismo mogli izpolniti. In pa predvsem je bila tukaj ideja, da bo ta prostor začasen. Kaj zdaj začasno pomeni, bo to 5 ali 10 let, jaz še ne vem, lahko tudi, da bomo do konca tukaj noter, noben ne ve. Ampak sem rekel, dajmo tole mi probati speljati z lastnimi sredstvi, s kreditom. In tako smo se tega projekta dejansko lotili. Nisem pričakoval, da bo taka vsota na koncu, pa smo vse skupaj potegnili. Sem res računal, da bo pač to malo manj, ker smo še zmeraj ogromno stare opreme uporabili. Ampak je pa nastal prostor čist tak, kakor mora biti. Torej, ustrezal vsem standardom, je preko čisto nivoju klavnice, ki je odobren obrat. Pa tudi je nek pokazatelj, da lahko mi svojo zgodbo, veste, jaz gledam na to, da moramo pač iti korak za korakom, ker sem se že zdaj srečal, tako da sem šel kdaj 3 korake naprej, pa po 7 nazaj. In zdaj sem rekel, ok, dajmo tole pogledati. Mislim, najprej v prvi vrsti smo delali klavnico za sebe, ker smo rabili povečati kapacitete. Druga veja so pa te storitve, ki so se pa zdaj pojavljale. Je pa to en tak
pokazatelj, da sem dejansko pomeril trg, pogledal, a je to zanimanje ali ni zanimanja, ali bomo šli v neko investicijo potem, kjer so naprej načrti, ali bomo šli v neko investicijo samo za sebe, pa ne rabimo toliko veliko. Zdaj, če pa se bojo res pokazale pa so vse tudi te storitve kot zanimive, kot nekaj pomembenega v Sloveniji, kot ena taka strateška veja, sem rekel, ok, lahko delamo na tem, lahko razvijamo v to smer, pa tudi je pa ideja naprej se širiti na drugo lokacijo. Kdaj ste pravzaprav naredili tako velik korak, da ste bili prisiljeni narediti 7 korakov nazaj? To je bilo v bistvu takrat v letih, takrat, ko sem začel v službo hoditi. No. Seveda želja je iti v razvoj. V razvoj ogromno stane, pa ta razvoj ni toliko, ne da toliko od sebe, kot pričakuješ, da bo. Ko sem začel s predelavo, je to bil eden večjih pokazateljev. Torej, jaz sem željo imel, ko smo kupili mašine, zdaj pa to, da gremo, zdaj bomo pa to dan na noč delali, in vse v redu, dokler časa mi ostanemo pri delu, pa to treba prodati. Jaz sem rekel, danes smo imeli 5 izdelkov, ki smo jih nudili, naslednji dan smo jih imeli pa 17. In poj, seveda, te stalne stranke ali pa te stranke, ki so takrat bile, so to kupile, sam ne morajo oni skozi sam šance jesti. Torej, z vsakim novim izdelkom, ki sem ga jaz na trg dal, bi rabo še 200-300 kupcev, da bi to normalno stekalo. Tega jaz nisem vedel. Ali pa rekel sem si kar zatiskal oči, se bomo že, če ne bomo pa doma pojedali. Ampak to, dobro, smo velika družina, se dosti pojeb šanca, ampak preveč pa tudi ne. Zato, ja, to je bil eden izmed takih korakov. Res, jaz sem naredil vse izdelke, ki jih imam še danes, ampak sem jih vmes tudi poukinil. Smo recimo pašteto naredili, pa smo naredili hrenovke, mesen sir, salamo, posebno salamo in tako naprej. Pa smo pa fokus dali, pa smo pa vse ostale izdelke, ki niso imeli dosti dolga roka trajanja, mogli dati stran, dokler časa se ni prijel. Poj s časom, ko se je en izdelek prijel, smo pa začeli nuditi še druge zraven. Darjan, domačija, ki stoji na vaši kmetiji, kjer so tudi novejše hiše, je pravzaprav stara kar 350 let. Pa omenili ste, da ste velika družina. Kdo torej še živi pri vas? Pri nas zdaj živite torej oče pa mama, pa smo pa še 3 bratje. Na istem naslovu, vsak svojo družino. Pa vsaka družina se z meseca v mesec povečuje. Tako da nas je, rekel, na kmetiji, 10 nas je vsak dan na južen. Tako se najlažje preštejemo. In zaenkrat 7 vnukov, ne? Ja, tako je. Prihodnje leto nameravate zaposliti še enega človeka. Kaj si pravzaprav od te zaposlitve obetate, razen to, da boste lahko več z družino? Ja, definitivno mogoče neko razbremenitev oziroma bolj konstantno nek red v samem obratu. Zdaj, dokler časa je človek one man band, se razdajaš za vse. Pa za podjetje, pa za družino, pa za prijatelje, pa za vse si nekak čas vzameš. Nekako si pa res želim, da bi se naš delovnik od 6 do 2, saj s to osebo, ki bi jo zaposlil, da se tistega urnika držimo, pa še nek popoldanski servis, sam še rekel, da si zraven, da si prisoten do 6 zvečer, ko je trgovinca odprta, pa da zapremo, da je tudi majhen tistega družinskega življenja. Ne gre to zmeri, bomo pa dali seveda poudarek na tema. Tako da ja, s to osebo jaz se res želim biti dober delodajalec, korekten, pošten, potem pa na drugi strani pa tudi malo urediti urnik svojega dela. Kmalu boste 4-članska družinica. To pomeni, da si boste vzeli tudi očetovski dopust? Tudi, ja. Ja, seveda, to je pa ena stvar taka na kmetiji. Veste,
mrzkdo, tako ki sem ga kdaj poslušal, ne reče, v življenju si treba kompatibilnega partnerja zbrati, ne? Ali življenjskega sopotnika ali pa poslovnega partnerja. Ne? Poslovnega partnerja mogoče malo lažje, imaš drugačen odnos z njim, kot pa življenjsko partnerjem. Ne? In tukaj mora imeti tudi pač partner na tej strani posluh do predanosti, ki jo imaš ti do kmetije. Seveda te predanosti izkoriščati prav na dolgi rok ne gre. Ne? Tako da jaz si bom vzel očetovski dopust v maksimalni meri, kolikor si ga bom lahko vzel, ker pač imamo le enega navihnega fanta doma, ki bo tisti čas malo več z mano. Tako da, ampak jaz rekel, ne vidim v tem takega izziva, rad voz traktor, rad voz filičar, seveda vse v moji pomoči zraven, da ne bo kakšen center za socialno delo, ko je vskočil, ampak to bo izziv. To bo definitivno izziv, tudi družina je zame ena taka zelo pomembna stvar. Jaz izhajam iz take družine, ki je bilo to pomembno. Ampak ob vsem tem, ko je pomembna družina, je bila pomembna tudi kmetija kot sama. In to po mojem nas je tako dobro skrb držala. Da konec dneva smo vedeli, da en na drugega računamo, da bomo mogli skupaj stopiti, ne glede na vse. In nekaj tazga si tudi jaz iz svoje družine želim, pa verjetno tudi moja družina to od mene pričakuje. Torej to vračanje nazaj. Treba skupaj stopiti pa speljati zadeve do konca. Zelo pomembna je ta podpora družina, kot pravite. Kako pa vidite, da bi lahko lokalna skupnost ali širše država pravzaprav pomagala mladim kmetom, ki začenjajo recimo posel ali pa ki nadgrajujejo že obstoječo kmetijo in jo želijo narediti kot dober posel? Bi morali tukaj in lokalna skupnost in država poskrbeti, ne vem, za kakšne odpise, za manjše davke v prvih letih? Jaz sem zdaj recimo že nekaj časa v poslu, in to vem, da na državo, kar se take stvari tiče, ne morem kaj preveč računati. Zato si jaz bolj v lastni meri probam urediti življenje pa način dela tako, da bo te, rekel, kakšne pretresljive ali pa kakšne dogodke lažje speljati, bolj pametno, preudarno speljati. Če pa se bo slučajno kakršnakoli stvar pojavljajo, pa seveda pozdravljamo. Ampak da bi pa računal, pa čakal na to, da bo država nekaj poskrbela zame, pa na to jaz ne čakam. Grem naprej in ko bo, če pa se slučajno kakšna stvar bo, sem pa z veseljem podpiram in vse, kar omogoča lažje, bolj dostojno življenje, hvala Bogu, se zato smo vas pozvolili. Darjan, kaj vam pravzaprav v zadnjem času, ko vemo, da je agroživilski sektor tudi pod pritiskom visokih cen energentov, pomanjkanja surovin oziroma visokih cen surovin, kaj pri vas v piščančjereji Galjot predstavlja trenutno največji pritisk? Seveda, ta distribucija izdelkov je kar en velik delež stroška v sami proizvodnji. Energenti se dražijo, ampak to se računa, da se bo odražalo kasneje. Torej, ko bo enkrat začela hoditi na trg hrana, ki bo s temi dragimi energenti predelana. Na drugi strani, seveda, jaz, kakor ste že omenili, jaz izhajam iz živinorejske kmetije, ki ima intenzivno proizvodnjo mleka. Oni so vezani na trg, na zadruge, tako ceno, kakor trg postal, je dejansko kmet primoran za tako ceno narediti. Zdaj, ali to lahko, ali ne moreš, tam zadnji nobenega deležnika, ki preveč ne zanima. Vsi vemo, da pač kmetije se zapirajo. In jaz imam pa to ekstenzivno vejo, ki mogoče lažje dalj časa drži dobro ceno na trgu, ampak je pa ta davek, to vse vzdrževati, je pa zato to malo večje. Torej, jaz si vzamem večji del pogače od kmetijstva, ampak vzdrževati ta del pogače je pa tudi kar zahtevno pa naporno. Tako da na obeh stranih moraš biti je treba biti zelo preudaren, zelo pameten s proizvodno, z načrtovanjem stroškov,
kaj režemo, kaj ne režemo. Ne. V času debelih krav se marsikaj lahko naredi. Pomemben je, kadar je bogat kmet, je tudi bogata država. Torej, če imamo mi dobre pogoje za delo, kmet nad sabo nesel, vse bo šlo nazaj v razvoj kmetijstva. Zelo veliko. In to tudi spodbuja potem gospodarstvo naprej in naprej. Delal sem v podjetjih, ki so se ukvarjali neposredno s kmetijstvom. In ja, če so bili pogoji dobri, so vsi lahko dobro delali. Če pa teh pogojev ni, kmet zategne, zato ker mora za tisto ceno, ki mu je nekdo določil, oziroma na koncu meseca pove, tokle vam bomo plačali, on mora za to narediti. In če ima ta presežek sredstva, reče, no, v redu, ta let smo dobro delali, bomo pa nekaj novega kupili. Ne bo rekel, jaz grem pa po Mercedesa. Kako vidite piščančjerejo Galjot, recimo v prihodnjih 5 letih? Koliko večji boste? Kar se tiče, rekel, same reje, bomo verjetno še malo zmanjšali. Poudarek dajemo na dobrobit, na dobrobit živali, na dobrobit delavcev, vsega tega. Jaz bi rad, da mi ostanemo taki, ki smo, na tej kvaliteti oziroma še boljši. Na drugi strani bi rad delal poudarek na storitvah. To je spet še ena dodatna veja, ki sem si jo zadal, da bi jo rad delal, ampak s tem si nekako sigurnost krepim. Ker jaz nimam odzadaj odkupovalca, ki bo rekel, mi bomo vse odkupali. Jaz se moram tukaj na trgu kar sam ceno postaviti pa to vzdržati. Vidim pa piščančjerejo kot neko perspektivno panogo, pa vidim jo kot možnost, da se to ustvari kot nek dodaten zaslužek na kmetiji oziroma veja kmetijstva, ki lahko pripomore, da se kakšna kmetija ne zapre, pa ohrani neko delovno mesto na podeželju. Tako da jaz sem proti temu, da se kmetije pretirano zapirajo, ampak sem pa tudi proti temu, da se vlaga denar iz plače v samo kmetijo. Zato bi rad dobil še kakšnega kooperanta, ki bi vzrejal piščance za nas, pod našimi pogoji, našo kvaliteto. Tako da tukaj tudi apeliramo, to širitev piščančjereje, poudarek na storitvah. Rad bi šel v nov objekt, torej smo kmetija, kjer imamo možnost, da se ločimo, brati živinorejski del, jaz bom pač šel z dopolnilno dejavnost na drugo lokacijo. Tako da v roku 5 let bi res rad začel s to veliko investicijo, ki jo imamo pripravljeno, pa že mislim, da tudi dobrih 5 let je že dokumentacija pripravljena, gradbeno dovoljenje že. Samo še čakamo en klik ali pa nekaj takega, da bomo lahko začeli. Je pa res, jaz sem zdaj tudi v novogradni hiši, ker moramo rešiti stanovanjski problem družine, da se lahko preselimo. Ves poudarek je na temu, da bi se čim prej, pa ko je zatem je pa definitivno prestaviti. Kar se pa tiče, kako se bomo tega lotili, šli bomo preudarno, pametno, podjetno, če bo šlo čim več lahko tako. Torej, če bomo lahko, seveda ideja je, da se naredi vse naenkrat, pa se poj sam dela, pa uživa sadove. Druga stvar je pa, če ne bojo te možnosti, bomo šli pa postopoma. Ne bomo pa postopoma selili panoge, delo, na katerem imamo že zdaj mogoče majhen premalo prostora, pa bi bilo prav, da bi imeli drugače urejen. Tako da imamo neko vizijo, kaj je najbolj pomembno, da gre prvo na drugo lokacijo in kaj je zadnje. Adrijan, ko se pogledate zjutraj v ogledalo, koga vidite? Ja, jaz vidim predvsem v prvi meri kmetovalca. Torej sem kmet, to lahko rečem. V drugi meri pa podjetnika. Sem si želel biti podjetnik, sem si želel nekaj ustvarjati v tem in se reče, imaš še veliko pred sabo, ampak nekaj spet tudi že naredil. Adrijan, hvala vam lepa za to odločnost, vztrajnost in da ste eden tistih mladih kmetov, ki
ohranja slovensko kmetijstvo. Vas, dragi gledalci, pa vabim, da še naprej spremljate vsebine agrobiznisa in da skrbite, da na vaše krožnike prihaja lokalna slovenska hrana.